Leta 2026 ima človeštvo sposobnost kartiranja vsakega signala in pretakanja vsake sekunde. Pa vendar obstajajo še vedno nekateri kadri, ki se ne ujemajo. Občasno je novo odkritje, nov namig ali nov podatek strokovnjake prisilil, da so se ozrli nazaj na to, kar so mislili, da vedo, in opazovali, kako se vse razpleta. Številka 20. Leta 1798 je bila obstoj Oxyrhynchosa prvič dokumentirana. Tistega leta je umetnik z imenom baron Vivant Denon spremljal Napoleona Bonaparta na eni od njegovih vojaških odprav, ki je vodila naravnost skozi Egipt. Med odpravo je Denon opazil s peškom prekrit steber sredi ostankov pozabljenega starodavnega mesta. Mesto je skiciral v svoj zvezek in tako nehote dokumentiral prvi sodobni dokaz o tem starodavnem egipčanskem pristanišču, Oxyrhynchosu. V naslednjih letih so arheologi množično prihajali na to mesto, pometali prah, kopali in odstranjevali zemljo, da bi razkrili pozabljeno mesto. Na tem zgodovinskem najdišču so odkrili grobnice, mumificirane prednike, nenavadne zlate jezike in največjo zbirko papirusov, kar so jih kdaj našli na starodavnem egipčanskem najdišču. Tda aprila 2026 je egiptovsko ministrstvo za turizem in starine objavilo najbolj nenavadno odkritje doslej. Španska arheološka misija Univerze v Barceloni in Inštituta za Stari vzhod, ki jo vodi dr. Esther Milado in dr. Maiten Mascord, sta na tem mestu odkopali pokopališče iz rimskega obdobja. Izkopavanja so odkrila številne mumije iz rimskega obdobja, nekatere prekrite z okrašenimi povoji z geometrijskimi motivi. V 3 krstah so bile mumije z zlatimi jeziki, v 4. pa z medeninastim jezikom. Na enem izmed trupel je arheolog odstranil nenavaden zavitek, ki je bil položen na trebuh. Sprva so mislili, da gre verjetno za enak zavitek kot drugih 20 skrbno zapečatenih zavitkov papirusa, najdenih ob sosednjih mumijah. A ko so prebrali njegove strani, so ugotovili, da je bil ta pokop edinstven. Strani so bile zaprte z glinenimi in balzamerskimi pečati, okrašenimi s hieroglifi. Pečataj so bili rezervirani za pomembne dokumente, kot so pisma, oporoke in pogodbe. Uporabljali pa so jih kot zaščito pred nedovoljenimi posegi. Ko so strokovnjaki razgrnili papirus, so ugotovili, da se namesto oporoke ali pisma v njem nahaja besedilo iz 2. knjige Homerjeve Iliade, ki opisuje začetek stopnjevanja trojanske vojne. Drugi del Iliade je prikazoval Zeusove zavajajoče sanje, namenjene Agamemnonu. Agamemnonova neuspešna zvestoba, Odisej, ki zatre upor, in seznam ladij. Prav ta zadnji del je bil položen na trebuh trupla, zapečaten na pomenljiv in skrivnosten način. Seznam ladij našteva 29 odredov grške vojske, ki so odpluli v trojansko vojno. Navaja izvor vsakega od njih, kdo so bili poveljniki in skupno število zagotovljenih ladij. Seznam ladij je bil opisan kot izčrpen, saj navaja 6 ladij in 50.000 do 1000 mož. Razlogi za to, da so del Homerjevega dela položili k pokojniku, ostajajo skrivnost. Homerjeve pesnitve, še posebej Iliada bolj kot Odiseja, so temeljna besedila grške kulture, njihov pomen pa se je raztezal čez celine in stoletja. Te pesnitve so uporabljali že od najzgodnejših stopenj pismenosti, jih poučevali mladim učencem in jih temeljito preučevali, tako učenjaki kot vsakdanji ljudje. To posebno odkritje vabi zgodovinarje in arheologe k nadaljnjemu ugibanju, saj se ne morejo izogniti vprašanju, ali ima mesto Oxyrhyn še kaj več za ponuditi glede dediščine in prenosa starogrške književnosti v ta svet. Številka 19. Leslie Leroy Leary, ki ga večina pozna preprosto kot Les, je prebivalec Ocala, Florida. Po besedah njegovih bližnjih, Les trpi za različnimi zdravstvenimi težavami in se v preteklosti spopadal tudi z duševnimi težavami. 57-letnik je v zadnjih nekaj letih doživel več kapi, ni prisoten na družbenih omrežjih in svoj mobilni telefon uporablja le občasno, večinoma za stik z družino. Les je ljubljen član svoje družine, ki je po njegovi nerazložljivi letošnji izginotju globoko zaskrbljena za njegovo dobrobit. Zadnjič so ga videli 25. januarja, ko je ob 17:07 zapustil Advent Health Ocala. Takrat je Les poklical svojo družino, vendar ni znano, kaj je bilo rečeno, ali je nakazal, da se vrača domov. Vendar je znano, da je potoval proti vzhodu iz mesta Ocala, očitno v smeri narodnega gozda Ocala. Ni jasno, ali je sploh vstopil v gozd, ali pa ga je na poti pobrala neznana oseba.
Zanimivo je, da se je 3 dni potem, ko je les izginil, več njegovih osebnih predmetov pojavilo na podpostaji šerifovega urada okrožja Lake v Astorju na Floridi. Takrat na podpostaji ni bilo nikogar, prav tako varnostna kamera ni delovala, zato oseba, ki je tam pustila predmete, ostaja neznana. Najdeni osebni predmeti pa prav tako niso ponudili nobenih dodatnih sledi. Med njimi so bili lesov nahrbtnik, denarnica, mobilni telefon in več drugih nerazkritih predmetov. Oblasti se zdaj obračajo na vse, ki so potovali po avtocesti 40, ki povezuje Ocala in Astor, saj verjamejo, da je les morda prišel v to območje z nekom. Njegovi bližnji so poudarili, da čeprav ima les težave z duševnim zdravjem, ni nevaren. Trenutno je brez kakršnihkoli osebnih dokumentov, preverili so bolnišnice, zapore in ustanove za duševno zdravje na tem območju, vendar je moški še vedno pogrešan. Na dan, ko so ga nazadnje videli, je imel les oblečeno rdeča pulover z dolgimi rokavi, črne trenirke in sivo kapo. Opisali so ga kot belca s sivimi lasmi in rjavimi očmi. Visok je 5 čevljev in 7 palcev, ter tehta med 240 in 260 funtov. Les ima več prepoznavnih tetovaž na telesu, vključno z napisom Life is good na vratu, mračnim koscem na desni strani prsnega koša in cvetlično tetovažo na levem podlakti z imenoma Gail in Sarah. Prav tako je bilo omenjeno, da ima morda neznano tetovažo, ki bi lahko bila za nekatere žaljiva ali bi jih lahko užalila. Policija v Ocali poziva tiste, ki so predali predmete pogrešanega moškega, naj stopijo v stik z njimi. Informacije v zvezi z izginotjem Lesleya Learyja lahko posredujete policiji v Ocali na številko 352 369 7000. Številka primera agencije je 2026 17656. Številka 18. Trenutna severnoangleška cesta, ki povezuje M6 pri Penrithu in A1 pri Scotch Cornerju, je trenutno predmet infrastrukturnega projekta v vrednosti 1,3 milijarde funtov. Projektno območje, znano kot A66 Northern Trans-Pennine Project, zajema Cumbria in severni Yorkshire. Projekt si prizadeva razširiti preostalih 18 milj ceste z enim voziščem na 50-milski trasi med M6 in A1 v cesto z ločenima voziščema. Cilja nadgraditi celoten koridor v cesto z ločenima voziščema z obsežnimi izboljšavami križišč. Glavna gradbena dela naj bi se začela konec tega leta, izkopavanja na območju pa potekajo že od leta 2025, s čimer pripravljajo območje na gradbeni projekt. Med temi izkopavanji so strokovnjaki odkrili zgodovinska najdišča, ki so bila skozi čas pozabljena. Med najdbami so rimske ceste in naselja, ki se raztezajo vzdolž starodavnega transpeninskega koridorja. Prav med temi izkopavanji so arheologi naleteli na nekaj, kar ni bilo le redko, ampak tudi zares skrivnostno. Pod zemljo je ležala doslej neodkrita zaloga gorskega kristala, ki sega v neolitik. Kamen je po celotnem Združenem kraljestvu pogost, zato se morda zdi nenavadno, da so arheologi tako zelo zainteresirani za te amorfne kamnine. Gorski kristal pa se razlikuje od kremena. To je prozoren, prizmi podoben kristal, ki nastane v alpskih geoloških razpokah pod zelo specifičnimi, nemotenimi pogoji. Razpoke so razpoke, ki potekajo skozi plasti kamnin in nastanejo zaradi premikanja zemljine skorje. Skozi te razpoke teče vroča voda in plini, kar ustvari natančno tiste pogoje, ki so potrebni za rast čistega kristala. V Veliki Britaniji je zelo omejeno število virov, kjer lahko najdemo kristale. Nekaj najdišč je v Cornwallu, v Walesu in v nekaj delih Škotske. Gorski kristali se redko pojavljajo na prazgodovinskih najdiščih, vendar so jih med ruševinami našli dovolj pogosto, da so arheologi lahko določili vzorec. Približno 40 takšnih kristalov so odkrili na Irskem in v Britaniji. Večina jih izvira iz neolitika. Mnoga od teh najdišč, po besedah arheologa Nika Overtona, ležijo ob Irskem morju ali pa so z njim povezana preko rečnih sistemov. Te reke delujejo kot poti, po katerih se materiali prenašajo med skupnostmi. V primeru starodavnega transpeninskega koridorja pa so strokovnjaki opazili odsotnost bližnjih naravnih virov, kar kaže na to, da so kristali morali prepotovati precejšnjo razdaljo. Kar je prav tako nenavadno pri najdbi A66, je količina in raznolikost kristalov, ki so jih tam našli. Med kosi so tako dobro oblikovani prozorni, kot tudi dobro oblikovani neprozorni primerki. Razpon torej kaže, da so gorski kristali prišli iz več virov iz razlogov, o katerih se še vedno razpravlja. Nekateri manjši kosi prav tako kažejo znake namerne obdelave. Nekaterim manjka sam vrh, pri čemer so vidni dokazi, da so bili odbiti. Strokovnjaki menijo, da je to morda bila metoda za preverjanje notranje kakovosti. Nekateri od teh kosov niso bili oblikovani dlje od faze, ko je bil odstranjen le zgornji del.
Arheologi predlagajo, da je to lahko bilo zaradi napap. Namesto da bi artefakte z napakami zavrgli, so jih starodavni ljudje obdržali in jih postavili skupaj z ostalimi najdbami. Zdi se, da so bile celo manj kakovostne primerke vredne ohraniti. Razlog, zakaj so se starodavni ljudje odločili zbirati in hraniti gorske kristale, je še vedno predmet raziskav. Najboljše teorije nakazujejo na vizualne ali simbolne lastnosti. Gorski kristal so našli v več jamah in luknjah za kole ob poti, kar namiguje na še nikoli prej videno količino. Na drugih neolitskih najdiščih so prav tako našli takšne materiale, ki so očitno povezani z lesenimi strukturami, povezanimi z zgodnjimi kmečkimi skupnostmi, vendar pa njihov namen še vedno ostaja neznan. Arheologi in zgodovinarji niso našli jasnih dokazov o zgodnjih kmečkih stavbah na tem območju Anglije. Nick Overton in njegovi kolegi z Univerze v Cardiffu in okrožnega sveta Herefordshire so ugotovili, da so bili kristali obdelani na enak način kot kremen, ki so ga tam našli. Vendar ni dokazov, ki bi nakazovali, da je bil material uporabljen kot orodje, puščična ost ali strgalo. Zanimivo je, da so strokovnjaki našli tudi posodico iz gorskega kristala, kot del večje zbirke številnih artefaktov, znane kot škotski zaklad iz vikinške dobe. Zakaj so te starodavne družbe se odločile zbirati te predmete in zakaj so jih uporabljale, ostaja vprašanje, saj študije in preiskave še vedno potekajo. Številka 17. Candace Amber Kruger, domačinka z Aljaske, se je odpravila v Anchorage na Aljaski, da bi obiskala svoje družinske člane. Izvira iz Anvika in živi v mestu Fairbanks na Aljaski. 37-letnica ni uporabljala družbenih omrežij, prav tako ni imela telefona. Poleg tega o Candace ni znanega veliko, ali je bila mati, imela partnerja ali bila povezana s kakšnimi lokalnimi organizacijami. Naslednja informacija o tej ženski pride na dan v nesrečnih okoliščinah. 26. januarja 2026 je Candace zapustila dom svoje družine, potem ko jim je povedala, da gre na sprehod. Navedla je, da gre v središče mesta, vendar njena družina ni razkrila, kaj bi tam počela ali katere kraje bi lahko obiskala. Tistega dne je preprosto odšla peš in od takrat je nihče ni več videl in se nikomur ni oglasila. Candace so nazadnje videli na območju Midtown v Anchorageu in bi lahko odpotovala kamorkoli, ter jo je morda kdo pobral na poti. Njena družina meni, da bi se lahko vrnila v Fairbanks, čeprav zanjo ni značilno, da ne bi obvestila svojih bližnjih, če bi nameravala oditi. Po besedah tistih, pri katerih je bila na obisku, ni bilo nobenih znakov, da bi se Candace nameravala vrniti domov ali kamorkoli drugam, razen na preprosti izlet v središče mesta. Njeni bližnji so globoko zaskrbljeni zanjo in so se obrnili na javnost za pomoč pri njenem iskanju. Candace so nazadnje videli oblečeno v črno zimsko jakno, črn spran plašč Carhartt, bordo pulover s kapuco, pohodniške čevlje in očala. Ob odhodu so sorodniki povedali, da je imela Candace bordo pulover s kapuco potegnjen čez glavo. Pogrešana ženska je opisana kot domačinka z Aljaske s črnimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je približno 168 cm in tehta okoli 71 kg. Ni znano, kako dobro je bila Candace seznanjena s tem območjem, neusmiljena narava Anchoragea pa njeno iskanje naredi še posebej nujno. Informacije o tej pogrešani osebi lahko posredujete policijski upravi Anchorage na številko 907 240 9095. Številka primera agencije je 26 263 782. Številka 16. V belgijski pokrajini Saška leži vas Liberci, kraj, ki bo postal nepričakovano prizorišče skrivnosti, zamrznjene v času. Le nekaj dni pred načrtovanim uničenjem 3200 kvadratnih metrov velikega območja zaradi komercialnega izkopa gramoza je Državni urad za arheologijo v Saški izvedel preventivno izkopavanje. Nujna raziskava je bila namenjena dokumentiranju območja, preden bi se začela uporabljati težka mehanizacija, vendar so arheologi na koncu odkrili več, kot so pričakovali. Od poznega leta 2025 do aprila 2026 je predana ekipa strokovnjakov skrbno izkopavala v rodovitni Saški dolini Labe ter potrpežljivo in natančno delala skozi plasti zemlje. Dan za dnem so natančno presejali zemljo in kmalu so se iz prsti začeli pojavljati prvi namigi na pozabljeno naselbino. Izkopavalci so odkrili masivne lesene hiše s stebri in zemeljskimi hlodi, polzemljanke, orodja za tkanje in dokaze o požaru. Odkritja so naslikala živo sliko vsakdanjega življenja v tej starodavni skupnosti. Pod poli Saške so arheologi razkrili skrivno mesto, kjer je družina nekoč napenjala volno čez statve, shranjevala žito in spala poleg svoje živine v dvoranah, ki so bile dovolj dolge, da bi lahko gostile sodobno teniško igrišče. Tukaj so lahko ostali na toplem in varni v ostrejših obdobjih leta.
V tem dobro ohranjenem starodavnem naselju so arheologi odkrili zanimive najdbe, vključno z dragoceno temno stekleno perlo, ki je bila ponovno uporabljena kot vretence. Takšne perle so bile običajno namenjene nakitu za ljudi z visokim statusom. Namesto tega je bila uporabljena kot sestavni del vretena, kjer je služila kot vztrajnik. Najdišče so datirali v pozno rimsko cesarsko obdobje in zgodnje obdobje preseljevanja ljudstev med 3. in 5. stoletje našega štetja. Približno v tem času je bilo rimsko cesarstvo na preizkušnji na svojih mejah, Germani onkraj pa so gradili lastne svetove. To je bil čas, ko so cesarji in vojaki ustvarjali zgodovino. Toda najdišče je segalo dlje od tega, saj so bili v ospredju tisti, ki jim ni uspelo priti v zgodovinske knjige. Tukaj so 4 lesene, dolge hiše služile kot stalne, skrbno zgrajene stavbe, ki so bile namenjene bivanju ljudi in nastanitvi živali. Strokovnjaki menijo, da je bila ta izbira način preživetja v ostrih zimah. Toplota telesa, prašičev in goveda se je uporabljala za ogrevanje prostora, kar je zagotavljalo, da so prebivalci preživeli mraz in oster veter. Ta pametna ureditev je bila ključnega pomena v pokrajini, kjer so lahko zimske temperature bile usodne. 3 manjše zemljanke so služile kot shrambe ali pomožni prostori, kjer so hranili zaloge in orodje, potrebno za preživetje. Najbolj osupljiva soba v tej pozabljeni vasi je bila tista, ki je vsebovala 30 glinenih uteži za statve, težke kamne in žgane glinene obeske, ki so držali niti napete na statvah. Ti predmeti, vretence in preostala surova volna so zadostovali za popolno tekstilno delavnico, kar nakazuje, da je bilo tkanje osrednji del vsakdanjega življenja. Količina opreme nakazuje, da to ni bil bivalni del. Bila je organizirana z veliko predanostjo, kar namiguje na možnost, da je delavnica oskrbovala več kot le gospodinjstvo, ki jo je vodilo. Zanimivo je, da naselbina ni služila tudi kot grobnica. Tukaj niso našli nobenih človeških ostankov, zaradi česar se arheologi sprašujejo, kaj se je zgodilo s prebivalci in zakaj je bila ta starodavna naselbina zapuščena. Številka 15. 55-letni prebivalec Utaha, Russell Bertram, je nepogrešljiv član družine Bertram. Je ljubljen sorodnik, ki ga njegovi najbližji zelo pogrešajo, potem ko je nenadoma izginil v začetku letošnjega leta, kar je povzročilo veliko zaskrbljenost in navidez neskončno iskanje. Bilo je 18. maja 2026, ko naj bi Russell potoval čez Evans v Utahu po stari avtocesti 91 v zahodni smeri. Približno ob 8. uri zjutraj tistega dne so na kameri opazili zelenega Ford Ranger Supercab letnik 1995, pogrešanega moškega, ki se je peljal v zahodni smeri in zapuščal območje Evans. Ni bilo potrjeno, ali je vozilo vozil Russell, ko je šlo mimo kamere, ali pa je imel kakršnekoli opravke na območju, kamor se je peljal. Na zadnjem delu tovornjaka je srebrn zaboj za orodje, vozilo pa ima registrsko tablico Utaha s številko Z756 SS. Russell je istega dne nenadoma prenehal vzpostavljati stik s svojo družino. On in Ford še vedno pogrešana, brez nedavnih opažanj, ki bi preiskovalce ali njegovo družino usmerila v pravo smer. Nenadna izguba stika z njim je zanj nenavadna, zato so njegovi bližnji zaskrbljeni za njegovo varnost. Ni znano, da bi imel kakršnekoli zdravstvene težave ali težave z duševnim zdravjem. Russell Bertram je opisan kot bel moški s rjavimi lasmi in modrimi očmi. Na priloženi sliki njegovega videza ima pogrešani moški tudi osivele obrazne dlake. V času izginotja je imel kratko sivo brado, visok je približno 170 cm in tehta okoli 77 kg. Informacije o okoliščinah ali lokaciji tega pogrešanega posameznika lahko posredujete policijski postaji Santa Clara Vance na številko 4356 5211 22. Številka 14. Tako kot o oceanu, tudi o vesolju človeštvo veliko ne ve. Fizično smo raziskali le mikroskopski delček vesolja, del njegove prostranosti pa smo opazovali z zmogljivimi observatoriji. Prav s takšnimi opazovanji smo izvedeli za obstoj nebesnih teles, kot so zvezde, planeti in meteori. Del tega nabora predstavljajo ognjene krogle, kozmični pojav, za katerega so značilne večje kot povprečne vesoljske skale, ki vstopijo v Zemljino atmosfero. Te ognjene krogle so izjemno svetli meteoriji, ki svetijo bolj bleščeče kot Venera. Sestavljene so iz kometov ali asteroidov, ki potujejo skozi vesolje, vendar se razlikujejo od običajnih meteorijev zaradi hitrosti, s katero potujejo. Velike skale, pogosto v velikosti košarkarske žoge, se tako hitro segrejejo, da za seboj pustijo sled žarečih barv čez nebo. Zemljino atmosfero vstopi z izjemnimi hitrostmi med 11 in 72 km na sekundo. Ob
Občasno, če je ognjena krogla dovolj velika, lahko eksplodira z močnim bliskom, ki ustvari udarne valove in zvočne poke, ki lahko stresejo tla. Ognjene krogle so zelo pogost kozmični pojav, saj jih vsak dan nastane več tisoč. Ti svetlobni pojavi pa pogosto ostanejo neopaženi zaradi pogojev, ki so potrebni, da jih lahko vidimo. Da bi jo sploh opazili, potrebujemo temno, jasno nebo ob pravem času in na pravem mestu. Lahko so bolj vidne na območjih, ki so manj poseljena, ali nad oceanom, kjer je svetlobno onesnaženje nizko. Čeprav so redke, se lahko ognjene krogle pojavijo tudi podnevi. Vendar so bila leta 2026 opažanja teh nebesnih objektov na najvišji ravni doslej, strokovnjaki pa poskušajo ugotoviti, zakaj. Že samo marec je zaznamovala tako visoka pogostost opažanj ognjenih krogel, da je bila zabeležena kot rekordna in znanstveniki še vedno iščejo odgovore. Sijajni meteori so razsvetlili nebo nad Združenimi državami, Kanado in drugod. Marca je jezero Erie postalo prizorišče velikega kosa kamnine, ki je z nadzvočno hitrostjo švignil čez nebo. Nato je eksplodiral z oglušujočim pokom. Nad Severno Ameriko so opazili še 4 ognjene krogle, vključno z eno v Teksasu, 2 v Kaliforniji in 4, ki je potovala čez Michigan. Čeprav noben od teh predmetov ni povzročil večje škode na tleh, so vseeno povzročili strah pri stotinah ljudi, ki so jih opazovali. Nenaden porast ognjenih krogel ni prizadel le Amerike. Ta pojav se je razširil tudi na Evropo, kjer so enega opazili, kako je potoval nad Luksemburgom in Nemčijo. Eksplodiral je, preden je dosegel Red. Delček kamnine iz ognjene krogle je padel na tla in treščil naravnost v spalnico neke osebe. Le nekaj dni kasneje so nad Francijo opazili še en svetov meteor, ki je potoval v smeri Španije. Val ognjenih krogel je nedvomno nenavaden, saj prejšnje statistike potrjujejo dejstvo, da se je nekaj spremenilo. V analizi podatkov Ameriškega društva za meteore z naslovom Ali se je nekaj spremenilo v okolju blizu zemeljskih meteoroidov, znanstveniki predlagajo, da je prvo četrtletje leta 2026 zabeležilo več velikih pojavov ognjenih krogel kot katerokoli drugo leto. V grafični predstavitvi je leto 2026 povzročilo 70 dogodkov, pri pragu 25 ali več prijav. Prag, medtem ko je bilo v letih 2028 do 2025 v povprečju približno 43 dogodkov pri istem pragu. To pomeni, da je leto 2026 zabeležilo dramatično povečanje za 63%. Prag 50 ali več prijav se je prav tako zvišal na 40 dogodkov, kar je dvakrat več od povprečja. In pri pragu 100 ali več število ostaja pri 16 dogodkih, kar je dvakrat več od povprečja. Graf prikazuje, da se število dogodkov ognjenih krogel ne povečuje ali zmanjšuje vsako leto, temveč so precej naključni. Leta 2019 je bil prag 25 ali več dosežen 42-krat, leto kasneje 36-krat, nato pa se je število ponovno povzpelo na 53. Od leta 2011 pa ostaja ena stvar nespremenjena. Prag 25 ali več ni presegel 60. Vendar leta 2026 doseže usupljivih 70. Znanstvenike ne zmede le pogostost meteorijev. Tudi velikost ognjenih krogel se zdi opazno večja od povprečja, dovolj velika, da prodre globoko v atmosfero in povzroči nepojmljive pokove. Morda so ti dogodki vzrok za skrivnostne glasne poke, ki so jih slišali v več mestih po svetu. Čeprav znanstveniki vztrajajo, da povečanje števila ognjenih krogel ni razlog za skrb, priznavajo, da je prišlo do dramatične spremembe in še vedno poskušamo ugotoviti, zakaj. Številka 13. Primer Javierja Horda sega 2 leti nazaj, leto 2024. Tisto leto je mlada ženska nenadoma prenehala komunicirati s člani svoje družine. Ti so postali zaskrbljeni za njeno varnost in so jo takoj prijavili kot pogrešano policijski postaji Pearl. Ko je leta 2024 izginila, je bila že polnoletna in je zato smela po lastni volji izginiti ter prenehati komunicirati s komerkoli, ki si ga je izbrala. Ni znano, kakšne okoliščine so spremljale njeno prvotno izginotje, vendar je njen primer zadnji 2 leti ostal nedotaknjen na policijski postaji, saj preiskovalci niso mogli najti nobenih sredstev ali motiva za kaznivo dejanje. Po njihovem mnenju je ženska preprosto zapustila svojo družino. V začetku leta 2026 je Javierjeva družina prejela nove informacije v zvezi s primerom. Nekdo, povezan s sorodniki, je namignil, da je ta zdaj 28-letna oseba v Mississippiju. Policija je bila hitro obveščena, kar je spodbudilo nadaljnjo preiskavo, ki se je osredotočila na restauracijo Rally's v Južnem Jacksonu v Mississippiju. Preiskovalci so se pogovorili z vodjo restauracije, vendar je bil Javier že odšel, ko so prejeli namig. Po besedah vodje je Javier svojo službo tam pustil 2 meseca prej, nekje decembra 2025. Zadnje opažanje ženske je bilo posodobljeno na 1. februar 2026.
Na ta dan so Javierja videli z neznanim moškim na Raymond Road v Jacksonu. Neznana oseba je bila označena kot Javierjev fant, vendar natančne okoliščine njunega odnosa niso znane. Od takrat je niso več videli ali od nje slišali, njena družina pa je še vedno zaskrbljena za njeno dobrobit. Policijska uprava od februarja letos ni prejela nobenih dodatnih namigov ali opažanj. Primer je zdaj ponovno zastal. Primer Javierja Horda je še vedno aktiven in je še vedno navedena kot pogrešana oseba. Opisana je kot Afroameričanka s črnimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je 5 čevljev in 7 palcev ter tehta okoli 50 kg. Vse informacije v zvezi z izginotjem Javierja, vključno z morebitnimi opažanji ali osebami, ki jih morda pozna, lahko posredujete policijski upravi Jackson na številko 601 9601 234. Številka primera agencije je navedena kot 260 milijonov 400 tisoč 496. Številka 12. Fundacija Magnani Rocca je zasebni podeželski umetniški muzej, ki se nahaja v mestu Parma v Italiji. Ustanovil jo je leta 1977 italijanski zbiratelj umetnin Luigi Magnani. Leta 1990 je bil muzej uradno odprt za širšo javnost, s čimer je utrdil svoj status pomembne ustanove v tej regiji, ki še danes ohranja kulturni pomen. Prav tukaj so znamenite zbirke Francisca Goye, Claude Monet, Van Dycka in Lorenza Berillinija so bili razstavljeni med stotinami drugih. Privabljajo ljubitelje umetnosti in kulturne navdušence iz vse države in širše. Postal bi tudi nepričakovano prizorišče skrivnostne kraje umetnin, ki je trajala le 3 minute od začetka do konca, zločina, ki je šokiral tako osebje muzeja kot lokalno skupnost. Tatovi niso pustili ničesar za seboj, razen zrnate varnostne posnetke in prazne stene. Jasen opomnik na dogodek. Tatovi so izkoristili temo noči kot krinko, vdrli v fundacijo Magnani Rocca in svoj načrt izvedli z natančnostjo. Med večerom 22. marca 2026 in jutrom 23. marca so 4 zamaskirani in s kapucami pokriti tatovi nasilno vstopili skozi vrata prvega nadstropja. Prebili so se skozi vilo mojstrovin muzeja, kjer so bila shranjena nekatera najbolj znana dela najbolj cenjenih umetnikov. Nato so se odpravili v oddelek francoske umetnosti v vili in se osredotočili na 3 določene slike. Te slike so vključevale sliko Piera Augusta Renoirja iz leta 1917, akvarel Paula Cézanna in sliko Henrija Matissa iz leta 1922. Skupaj naj bi bile te slike vredne približno 9 milijonov evrov, kar je enako 10,3 milijona dolarjev. 4. slika je bila odstranjena iz galerije, vendar je bila zapuščena na kraju dogodka, ko je varnost muzeja prekinila načrt. Video posnetek zločina prikazuje osebe s kapucami, ki se premikajo čez bujne vrtove vile, medtem ko alarmni sistem še vedno zveni v ozadju. Vlom je trajal le 3 minute od začetka do konca. Brez alarma bi morda nadaljevali drzen rop. Odvetnik fundacije je namignil, da je bil rop skrbno organiziran in dobro strukturiran, kar kaže na določeno stopnjo profesionalnosti. Muzej je sprva zgodbo skril pred javnostjo, v upanju, da bodo kriminalci vrnili pozabljeno umetnino in jih bodo lahko ujeli. Nikoli se niso vrnili in zgodba je sčasoma prišla v javnost. Kljub obsežnim preiskavam niso našli niti tatov odgovornih za rop, niti umetnin, ki so jih ukradli. Tatvina sledi tudi veliki umetniški kraji v pariškem muzeju Louvre. Ta rop se je zgodil oktobra 2025, ko so tatovi, preoblečeni v gradbene delavce, vstopili v galerijo in odnesli dragulje v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Kljub tatvini ostaja fundacija Magnani Rocca odprta. Medtem ko italijanski karabinieri in enota za zaščito kulturne dediščine iz Bologne še naprej preiskujejo primer, upajoč, da bodo ujeli odgovorne in izsledili pogrešana dragocena umetniška dela. Številka 11. Vanessa Marie Lind Carlson je avtohtona ženska iz Aljaske, ki je pri 32 letih izginila v nenavadnih okoliščinah, zaradi katerih so njena družina in skupnost globoko zaskrbljeni za njeno varnost in dobrobit. Primer Vanesse se je začel 18. februarja 2026 na mednarodnem letališču Ted Stevens v Anchorageu na Aljaski. Na ta dan so 32-letno Vanesso nazadnje videli, ko je vozila svoj srebrni Nissan Xterra v bližini letališča. Na varnostnih kamerah letališča so jo opazili v vozilu, vendar se zdi, da posnetki niso zajeli, kam je odšla. Po tem opažanju Vanesse niso več videli ali slišali za njo, kar je takoj vzbudilo zaskrbljenost med njenimi družinskimi člani in sprožilo policijsko preiskavo.
Preiskovalci niso razkrili veliko o tem primeru, vključno s tem, ali je pogrešana ženska vstopila na letalo ali odpotovala s kakšnim letom. Javno niso razkrili možnosti ugrabitve, kaznivega dejanja ali tega, ali je izginila prostovoljno. Podrobnosti v Vanessinem primeru močno primanjkujejo, kar še otežuje njeno iskanje. Policija in gasilska služba letališča Anchorage se zdaj obračata na javnost za informacije o njeni lokaciji ali morebitnih dejavnostih, s katerimi bi se lahko ukvarjala na letališču tisti dan. Ni jasno, ali so našli srebrni Nissan Xterra, ki ga je Vanessa vozila na mednarodnem letališču Ted Stevens v Anchorageu. Pogrešana oseba je opisana kot domačinka Aljaske s črnimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je približno 168 cm in tehta okoli 54 kg. Informacije v zvezi z izginotjem, vključno z namigi in opažanji, lahko posredujete državnim policistom Aljaske na številko 9N0N7N209 in 60N5511. Številka 10. Jennifer Lee Wilson, ki so jo najbližji ljubkovalno klicali Sydney, je leta 2002 živela v Derbyju v Kansasu s stanovalko. Obe sta skupaj delali v striptease klubu z imenom Jezebels in si služili kruh kot sodelavki in sostanovalki. Delovno mesto je bilo v Wichiti v Kansasu, ki je postalo neopazno prizorišče za prepir in izginotje, ki sta zmedla prijatelje in družino. Bil je večer 1. septembra 2002, ko je 29-letnica pravkar zaključila svoj delovni dan. Po koncu izmene je med njo in njeno sostanovalko nenadoma izbruhnil prepir, ki je hitro eskaliral in sprožil verigo dogodkov, ki je na koncu pripeljala do izginotja Jennifer. Skupaj sta se odpeljali domov, kjer se je prepir nadaljeval. Njuna napetost in še vedno nerešen konflikt pa sta ju spremljala iz službe nazaj v njuno stanovanje. Prav tukaj, v bližini 143. vzhodne ulice in 63. južne ulice, v Derbyju v Kansasu, so Jennifer nazadnje videli. Sostanovalka jo je nazadnje videla, preden je nenadoma zapustila stanovanje in stopila v noč. Kasneje tisto noč se je vrnila, vendar je ugotovila, da Jennifer ni več tam. Vse njene stvari pa so ostale na mestu, nedotaknjene in čakajoče, kot da bi se lahko vsak trenutek vrnila. Jenniferina mati je njeno izginotje prijavila lokalni policiji, s čimer se je začela nadaljnja preiskava, ki je privedla do več neujemajočih se zgodb. Domnevno naj bi Jenniferina sostanovalka podala več različnih izjav o tem, kaj se je zgodilo. Trdila je, da se je Jennifer preselila v Kansas City in da je dvigovala denar s svojega bančnega računa. O Sydneyju sta se pojavili tudi dve različni zgodbi. Nobene od teh trditev preiskovalci niso mogli potrditi. Sostanovalka ni bila imenovana kot osumljenka. Oblasti verjamejo, da je bilo v izginotju posredi kaznivo dejanje. Jennifer je opisana kot belka z rdečimi ali kostanjevimi lasmi in modrimi očmi. Visoka je med 165 in 175 cm. Ko je izginila, je tehtala približno 5 funtov. Jennifer naj bi imela več brazgotin, vključno z eno na hrbtu blizu pasu, eno pod brado in eno na hrbtu zaradi odstranitve znamenja. Nosi kontaktne leče in ima številko čevljev 7,5. Jennifer je znana po tem, da nosi zlat prsten na levem kazalcu in še enega na desnem prstancu. Ni znano, kaj je nosila, ko je izginila, čeprav je običajno nosila puloverje in bejzbolske kape. Informacije v zvezi s tem primerom pogrešane osebe lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Sedgwick na številko 316 660 5300. Anonimne namige lahko prav tako date na spletu FBI-ju. Številka primera agencije je navedena kot 04C 3277 številka 9. Daniel Harold Mučelar je bil še najstnik, ko je šel v vojno. Pri komaj 17 letih se je pridružil marincem Združenih držav Amerike in služil na fronti med vojno v Vietnamu. Izkušnja, da je bil tako mlad in se soočal z bojevanjem, ga je zavedno spremenila. Ko se je leta 1970 vrnil v mesto Saginaw v Michiganu, je Daniel podrobno opisal grozote, ki jim je bil izpostavljen med bojevanjem. Potem ni bil nikoli več enak, je poročala njegova družina. Na božični dan v Alžiriji v Michiganu so se poslovili, ne da bi vedeli, da je to morda zadnjič. Za 31-letnika, ki so ga klicali Spider-Man, ni bilo nič nenavadnega, da je izgubil stik s svojo družino. Vedeli so, da je duševno trpel in se je pogosto umikal iz javnosti. Vendar pa so februarja 1982 ugotovili, da Daniel ni prevzel svojega invalidskega čeka in so takoj postali zaskrbljeni. Od tega čeka je bil odvisen za preživetje in verjame se, da je bil to njegov edini dohodek v tistem času. Njegova družina ga je takoj prijavila kot pogrešanega na lokalni policijski postaji, vendar podrobnosti o preiskavi izginotja veterana
niso bile razkrite. Datum izginotja Daniela je uradno naveden kot 1. februar 1982, čeprav natančen datum zadnjega stika ni znan. Po besedah njegovih bližnjih, predvsem njegove sestre Charlotte Hardy, je bil Daniel zabaven, odprt, skrben in ljubeč. Osebnost, ki jo je vojna izbrisala. Po njenih besedah je družina temeljito preiskala Sagino, vendar niso našli nobene sledi pogrešanega moškega. Za seboj Daniel ni pustil nobenih sledi, nobenih sporočil, nobene razlage in veliko neodgovorjenih vprašanj. Ko je izginil, je imel Daniel dolge kostanjeve lase, polno brado in rjave oči. Visok je bil 6 čevljev in 2 palca ter tehtal približno 200 funtov. Na desnem podlakti ima tetovažo, na kateri piše Marine Corps, številka 240376. Informacije o tem, kje se nahaja ta pogrešani moški, lahko posredujete policijski upravi Sagino na številko 989 759 1255. Številka primera agencije je navedena kot 262 382. Številka 8. Pri 16 letih je Judith Ramona Veloz zapustila dom v Bronxu, ki ga je delila s svojo družino, in se preselila v Edgewater, New Jersey. Kljub svoji mladosti se je prilagodila novemu okolju in delala, da bi se preživljala. Imela je službo na zahodni strani Manhattna in redno potovala med New Jerseyjem in New Yorkom, da bi izpolnila svoje obveznosti. 3 leta kasneje, leta 1993, pri 19 letih, je rodila hčerko, medtem ko je živela v hiši na River Road. Prav to leto je Judith se znašla v središču nerazložljivega primera, ki je skupnost pustil zaskrbljeno. Dogodki, ki so se odvili leta 1993, so spremenili njeno življenje in življenja tistih okoli nje. Tistega leta je mlada mati izginila. Nazadnje so jo videli na območju 30. ulice, med 10. in 11. avenijo na Manhattnu v New Yorku, 3. marca 1993. Nikoli se ni vrnila domov in ni stopila v stik z nikomer. Od takrat ni nihče nič slišal o njej. Brez sledi in brez namigov o tem, kaj se je zgodilo, je primer zastal in za nekaj časa je ime Judith potonilo med tisoče drugih. Vendar pa je njen primer ponovno prišel na dan leta 2022, ko je preiskovalna skupina za umore na plaži Gilgo naložila profil Judith v bazo podatkov NamUs. Odločitev je bila sprejeta potem, ko so preiskovalci izvedeli, da je Rex Heuermann, ki je odgovoren za smrt 3 žensk v primeru plaže Gilgo, več svojih žrtev spoznal v New Yorku. Oblasti ne potrjujejo ali menijo, da je bila žrtev tega zločina, prav tako v primeru izginotja Judith niso bili imenovani nobeni osumljenci ali osebe, ki bi jih posebej zanimale. Okoliščine njenega primera ostajajo neznane, vodijo pa ga kot primer ogrožene, pogrešane osebe. Judith Veloz so opisali kot Hispanko z naravno rjavimi lasmi in lešnikovimi očmi. V času njenega izginotja so bili njeni lasje pobarvani na svetlo blond. Visoka je bila 163 cm in je tehtala približno 50 kg. Pravijo, da ima na desnem stegnu tetovažo ženske, ki se naslanja na ulični svetilnik. Znano je bilo, da je okoli časa svojega izginotja uporabljala vzdevek Aries Jones. Judita bi bila letos stara 52 let. Njeni bližnji so ustvarili Facebook skupino z naslovom Spomin na Judito Ramono Veloz, kjer objavljajo posodobitve in informacije o pogrešani ženski. V opisu je opisana kot ljubeča sestra in ljubeča mama, ki jo je opredeljevala ljubezen do njene družine. Nikoli jih ne bi preprosto zapustila, prav tako ne svoje zelo ljubljene hčerke. Preiskovalci spodbujajo vse, ki imajo kakršnekoli informacije o tem primeru, naj stopijo v stik s policijo države New York, poveljstvom Trup L na številko 631 756 3300. Podatki o Juditi so bili od takrat dodani v Do Network, številka 7. Po besedah njegovih bližnjih je bil Bruce Max Willow zelo natančen glede svojega oblačenja in videza. Vedno je želel izgledati najbolje in narediti pravi vtis, zato je pazil, da se je v javnosti vedno lepo predstavil. Ima izkušnje tako kot kuhar, kot tudi kot natakar, kar mu omogoča, da spozna veliko različnih ljudi. V prostem času je rad igral bingo, ki je postal njegova redna zabava. Bruce nikoli ni ostal dolgo na enem mestu, saj je imel raje način življenja, ki mu je omogočal gibanje in raziskovanje novih krajev. Pogosto se je selil med Združenimi državami in Kanado, ob tem pa si je pridobil veliko prijateljev in ohranjal stike, kjerkoli je bil. Tak način življenja je ustrezal Bruceovi osebnosti, saj je cenil spoznavanje novih ljudi in raziskovanje različnih skupnosti. Vsaka selitev je pomenila, da je moral nekatere prijatelje pustiti za seboj, vendar je bil vedno odprt za nova doživetja in prijateljstva. Ne glede na to, kam je šel, je Bruce vedno ohranjal stike. To je veljalo do 5. februarja 1991. Tistega dne, okoli 1:15 zjutraj, so 30-letnega Brucea nazadnje videli v bližini križišča Sheridan Avenue in 24. ulice v naselju Elmira Heights v New Yorku. Od takrat ga nihče ni videl ali slišal zanj. Pred izginotjem naj bi Bruce živel v kraju Big Flats v New Yorku.
Bil je znan po tem, da je v okolici igral bingo in pogosto zahajal v lokalne bare ter klube. Ko je izginil, je Bruce pustil vse svoje osebne stvari. Ni imel dodatnih oblačil in imel je le malo denarja. Ni bilo znano, da bi imel s seboj kakršnekoli osebne identifikacijske predmete. Njegovim bližnjim se je pomanjkanje dodatnih oblačil zdelo še posebej nenavadno za Brusa. Ni bi kar nosil česarkoli. Bil je zelo izbirčen glede tega, kaj je nosil, zato je bilo zanj nenavadno, da bi pustil svoje oblačila za seboj. Bruce Maxwell je bil opisan kot bel moški s rjavimi lasmi in zelenimi očmi. Ko je izginil, je bil visok 6 čevljev in 1 palec ter je tehtal okoli 50 funtov. Takrat so mu bili lasje postriženi na kratko. Danes bi pogrešani moški imel 65 let. Njegov primer je še vedno aktiven, oblasti pa čakajo na tisti namig, ki bo končno razrešil to desetletja dolgo skrivnost. Informacije o tem, kje se nahaja ta pogrešana oseba, lahko posredujete na sedež enote e-državne policije New York na številko 585 398 4100. Številka primera agencije je navedena kot EHOR 91195. Poleg tega lahko tisti z informacijami kontaktirajo državno policijo New York na številko 600 707 309 na 807 906. Številka 6. 54-letna Jerry Francis Yell je bila nekdanja prebivalka Hopkinsa v Montani. Leta 1994 pa je živela v Oklahoma Cityju v Oklahomi. O njenem osebnem življenju ali preteklosti ni veliko znanega. Njena zgodba se začne 14. septembra 1994, ko je zapustila Oklahoma City, da bi obiskala svojo teto v Ardmorju v Oklahomi. Med obiskom pri svoji teti je Jerry povedala, da želi urediti skladišče v Lone Grovu. Zapustila je tetino hišo, se odpravila do skladišča, nato pa se odločila, da obišče prijateljico, ki je prav tako živela v Ardmorju. Prijateljici je povedala, da namerava iti nazaj v skladišče v Lone Grovu, da uredi nekaj stvari. Nato je nameravala iti domov. Jerry pa se nikoli ni vrnila domov. Potem, ko je tistega dne zapustila hišo svoje prijateljice, je nihče ni več videl ali slišal zanjo. Nekaj dni potem, ko so jo prijavili kot pogrešano, so našli njeno vozilo. Vozila je bil Lincoln Mark 6 iz leta 1989, ki so ga našli zapuščenega na parkirišču Walmart na North Commerce Street v Ardmorju. Vozilo in njegova lokacija nista nudila nobenih dodatnih namigov o tem, kje bi lahko bila Jerry. Tudi v vozilu ali okoli njega ni bilo nobenih znakov kaznivega dejanja, kar je le še povečalo zmedo med preiskovalci in njeno družino. Pomanjkanje sledi ni dopuščalo napredka v primeru, zato je bil kmalu arhiviran skupaj z ostalimi nerešenimi primeri in je čakal na eno samo informacijo, ki bi preiskovalce znova pripeljala do njega. Njena družina in tisti, ki jim je bilo mar za njo, so še naprej upali na odgovore, a je z vsakim dnem postajalo vse težje. Pogrešana ženska je bila opisana kot belka z rjavimi lasmi in zelenimi očmi. Visoka je približno 157 cm in tehta okoli 52 kg. Obe njeni ušesi sta prebodeni. Ti podatki so bili posredovani oblastem in javnosti v upanju, da bi jo kdo prepoznal ali se spomnil, da jo je videl. Jerry Yell je bil nazadnje viden v beli majici s kratkimi rokavi, na kateri je bil morda logotip Dr. Pepper. Zraven je nosila modre kavbojke, diamantni prstan in uro. Znano je bilo tudi, da je nosila več drugih velikih prstanov, vendar ni znano, ali jih je nosila na dan izginotja. Informacije o njeni lokaciji lahko posredujete policijski postaji Ardmore na številko 580 2231 212. Številka primera pri agenciji je 94030 259. Njen primer ostaja nerešen še danes. Jerry je bila stara 54 let, ko je izginila. Danes pa bi bila stara 86 let. Številka 5. Leta 1995 je Rory Neal Shoemaker načrtoval, da se bo skupaj z mamo preselil v Montano. Njuna ideja je bila, da se odselita iz Everetta v Washingtonu in poiščeta boljše življenje več ur stran. Odločitev, da zapustita Everett, ni bila lahka, saj je pomenila, da zapustita znano skupnost in začneta znova. Do 1. septembra tistega leta je bil 34-letnik že spakiran in pripravljen na veliko selitev. Organiziral je svoje stvari in uredil vse potrebno, da bi sebi in svoji materi zagotovil nemoten prehod. Odločil se je, da bo ostal še eno noč, da bi se poslovil od prijateljev pred selitvijo, saj je želel preživeti več časa z ljudmi, do katerih mu je bilo mar. Tistega dne so ga nazadnje videli, ko je zapustil dom svojih staršev v Everettu, preden se je odpravil srečat s prijatelji. Nameraval je z njimi ustvariti še en zadnji spomin, preden začne novo poglavje v drugi zvezni državi, a tisto noč so ga videli zadnjič.
Vsi so se dogovorili, da se dobijo na kampirišču Red Bridge, ki leži vzhodno od Granite Fallsa v narodnem gozdu Mount Bakers na Colmi. Skočil je v svoj bel dvovratni Datsun 210 iz leta 1979 z registrsko tablico Washington 205 AKX. Vozilo je imelo nekaj poškodb, vključno z udartino na levem sprednjem blatniku in pajkasto razpoko na vetrobranskem steklu. Eden od sedežev je imel črno-bel karo vzorec. Eden za drugim so njegovi prijatelji prihajali, vendar je bila skupina ob koncu dneva za enega manjša. Rory se ni pojavil na območju za kampiranje in od takrat ga nihče ni videl, niti slišal ničesar od njega. Niti Roryja, niti njegovega Datsuna niso nikoli našli. Po besedah njegovih bližnjih je zanj nenavadno, da bi izginil brez opozorila. Tudi če se je odpravljal na dolge izlete, je vedno našel način, da stopi v stik s svojo družino. Roryja opisujejo kot belca z rjavimi lasmi in zelenimi očmi. Visok je 5 čevljev in 8 palcev ter tehta približno 40 funtov. Nazadnje so ga videli v sivi majici s kratkimi rokavi, modrih kavbojkah, črnih športnih copatih in rdeči bejzbolski čepici. Informacije o njegovi lokaciji ali okoliščinah njegovega izginotja lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Snohomish na številko 425 388 3839. Številka primera agencije je navedena kot 9515 9 515 757. Številka 4. Leta 1998 je Whitney Patrice Reddick živela s stanovalko v Stone Mountainu v Georgiji. Takrat je delala kot pisarniška asistentka v nepremičninski agenciji Harry Normal Realtors v Buckheadu. Želela je postati igralka. Njeni bližnji jo opisujejo kot zelo zanesljivo in odgovorno osebo, ki nikoli ne bi odšla brez opozorila. A prav to se je zgodilo konec aprila 1998. 19. aprila je 26-letnica vozila svoje vozilo, ko je doživela hudo prometno nesrečo, ki je njeno vozilo pustila v nepopravljivem stanju. Na kraj nesreče so prispela reševalna vozila, vendar je Whitney zavrnila zdravniško pomoč. Vendar pa naj bi utrpela poškodbo glave. O preizkušnji je govorila s svojim očetom, ki je kasneje komentiral, da je zvenela zmedeno. 3 dni kasneje bi Whitney izginila. Bilo je 22. aprila, okoli 21. ure, ko je prispela v dom svojega fanta v stanovanjskem kompleksu High Point na ulici Young Road v Lithonie v Georgiji. Obiskala ga je za približno 30 minut in odšla okoli 21:30 tistega večera, domnevno se je vračala domov. Po besedah njenega fanta sta se poslovila in ona je odšla s svojo pot. Ker je bilo njeno vozilo močno poškodovano, je Whitney vozila najemno vozilo podjetja Enterprise. To je bil sivkasto-vijoličen Geo Prism iz leta 1997, s 4 vrati in z Georgia 345 HZE. V dneh, ki so sledili, se mlada ženska ni pojavila na delu in ni stopila v stik s svojo družino. Ta nenadna prekinitev stikov je bila zanjo nenavadna, saj je bila Whitney znana kot zelo zanesljiva in odgovorna, vedno je bila v stiku s svojimi bližnjimi in nikoli ni izostala z dela brez pojasnila. Whitney je bila uradno prijavljena kot pogrešana na lokalni policijski postaji, kar je sprožilo takojšnjo preiskavo. Oblasti so takoj začele z iskanjem, zbirale izjave njenih najbližjih in poskušale sestaviti njena zadnja znana gibanja. Med to preiskavo so oblasti izvedele, da je bila Whitney le nekaj dni prej udeležena v prometni nesreči, da je zavrnila zdravniško pomoč in da je njen oče verjel, da je utrpela poškodbo glave ter da je zvenela zmedeno. Oblasti so bile zaskrbljene, da bi se Whitney lahko zmedla in vstopila na neoznačena območja. Med preiskavo niso našli nobenih dokazov o kaznivem dejanju. V primeru niso bili imenovani nobeni osumljenci ali osebe pomembne za preiskavo. Niti Whitney, niti avtomobila Geo Prism niso nikoli našli. Opisana je kot afroameričanka s črnimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je 5 čevljev in 2 palca, ter je ob izginotju tehtala približno 54 kg. Ni znano, kaj je nosila v času svojega izginotja. Informacije o tem, kje se nahaja ali okoliščinah njenega izginotja, lahko posredujete policijski upravi okrožja DeKalb na številko 770 724 7710. Preiskovalci prav tako iščejo kakršnekoli informacije o vozilu z 345 HZT. Številka 3. 30-letni Blaine Carl Hector je prebivalec Milforda v okrožju Hillsborough v zvezni državi New Hampshire. Je poročen moški z 2 otrokoma. Njegov brat Wade Hector je bil specialist nacionalne garde New Hampshirea, ki je bil udeležen v smrtonosni prometni nesreči s tovornjakom v Saudski Arabiji leta 1991. Po tej tragediji naj bi Blaine padel v depresijo in zato opustil študij na fakulteti. Dne 24. decembra 2001 je Blaine odpeljal k očetovi hiši, da bi mu pokazal rabljen avto, ki ga je nameraval kupiti. Vendar so se načrti izjalovili, ko je policija prispela pred očetovo hišo. Domnevno je avtomobilski salon obvestil policijo in prijavil avto kot ukraden, vendar natančne podrobnosti tega dogodka niso bile razkrite.
Ko je policija prispela na dom, je Blaine pobegnil in stekel v gozd za očetovo hišo. Od takrat ga nihče ni videl in od njega ni nihče nič slišal. Mnogi so verjeli, da se bo naslednji dan za Božič vrnil k družini. Niso verjeli, da bi bilo zanj značilno, da se ne bi pojavil. V naslednjih dneh so lokalni organi pregona in državna policija izčrpali vse možnosti, da bi našli Blaina. To je vključevalo obsežno iskanje na terenu, helikopterje in enote s psi. Nobenih dodatnih sledi o njegovi lokaciji niso našli. 3 leta kasneje, leta 2004, je Blainov oče umrl. Nikoli ni izvedel, kaj se je zgodilo z njegovim sinom. Policisti so se udeležili pogreba v upanju, da se bo pogrešani moški pojavil. Zanimivo je, da se pogreba ni udeležil. Na njegovem bančnem računu ali številki socialnega zavarovanja ni bilo nobene aktivnosti, zaradi česar njegova družina verjame, da morda živi v drugi državi, verjetno v Kanadi. Blaine ima v okrožju Sullivan razpisan nalog za aretacijo iz neznanih razlogov. Oblasti pa niso prepričane, ali se je morda skril, da bi se izognil aretaciji. Njegova žena se je od njega ločila zaradi zapustitve. Blaine je peš odšel v gozd. Nima prevoza in se verjetno zanaša na prevoze drugih in javni prevoz, da se premika naokoli. Pogrešani moški je opisan kot bel moški s rjavimi lasmi in rjavimi očmi. Visok je 6 čevljev in 2 palca, ter je ob izginotju tehtal približno 190 funtov. Ima brazgotino na trebuhu in znamenje na levem stegnu. Nazadnje so ga videli oblečenega v črn vojaški plašč, zelen klobuk in škornje. Informacije o tem, kje se nahaja Blaine Hector, lahko posredujete policijski postaji v Cornishu na številko 6035 430 535 ali državnim policistom Nove Hampshire na številko 6032 233 856. Številka 2. Rojena. 12. julija 1977 je Brandy Nicole Wilson živela v Colfaxu v Indiani. Leta 2002 je 24-letna Brandy živela s svojim možem Kennedyjem Wilsonom in njunima 2 sinovoma na podeželju v Colfaxu. Zaposlena je bila v podjetju Donaldson v Frankfurtu v Indiani, kjer je delala v različnih izmenah. Preden sta se poročila, je Kennedy odslužil 10-letno zaporno kazen, potem ko je bil obtožen smrtonosnega ropa starejše žrtve. V okviru sporazuma o priznanju krivde je bil spoznan za krivega ropa, v zameno pa so mu obtožbo umora opustili. Leta 2002 naj bi par začel imeti zakonske težave, zaradi česar je bil Kennedy med osumljenci, ko je njegova žena nenadoma izginila brez opozorila. Zjutraj, 4. junija 2002, se je Kennedy vrnil domov s 3. izmene v službi. Takoj, ko je prišel domov, je šel spat in se zbudil okoli 14. ure. Po njegovih besedah je bila takrat Brandy že izginila, oba njuna avtomobila pa sta ostala nedotaknjena pred hišo. Stanovalcem West CR 600 South je manjkalo $420 v gotovini, kar je Kennedy ugotovil, da je bil del njunih rezervnih sredstev. Za seboj je pustila Brandyno torbico in njene poročne prstane. Tisti dan bi se morala do 16:00 zglasiti v tovarni Donaldson, vendar se tam ni nikoli pojavila. 4 Brandyjini sodelavci so bili upravičeno zaskrbljeni in so jo še isti dan prijavili kot pogrešano. Domnevno je pogrešana ženska svojim sodelavcem povedala, da imata z možem težave v zakonu in če bi se ji kaj zgodilo, bi bil on morda tisti, ki stoji za tem. Kenneth je počakal do naslednjega dne, preden je obvestil oblasti o izginotju. Pojasnil je, da je najprej stopil v stik z nekaterimi Brandyjinimi prijatelji, da bi preveril, ali kdo od njih ve, kje. Brandyjina mati Pam je trdno prepričana, da njena hči nikoli ne bi izginila prostovoljno, svojih otrok ne bi nikoli zapustila po lastni volji. Takrat sta oba otroka živela pri starših Kennetha, medtem ko sta zakonca reševala svoje težave. Skrbi, da ni šlo za prostovoljno izginotje, je potrjevalo dejstvo, da pogrešana ni vzela s seboj ničesar, niti oblačil, niti vozila, zaradi česar so se preiskovalci spraševali, kako je sploh odšla. Nihče od sosedov je ni videl, da bi vstopila v avto z nekom, prav tako je niso opazili, da bi hodila po okolici. Detektivi so zaslišali Kennetha, pa tudi prijatelje in sodelavce. Mož ni mogel dati nobenih namigov, ki bi pomagali pri preiskavi. Prijatelji pa so povedali, da ne verjamejo, da bi odšla sama, vendar si niso mogli niti predstavljati, kaj se ji je zgodilo. Eden izmed njih je trdil, da je imel z njo kosilo teden dni prej, pri čemer je opazil, da je bila Brandy med obrokom živčna in napeta. Sprva so preiskovalci mislili, da je Brandy preprosto zapustila dom, brez da bi povedala možu, a sčasoma so se začeli spraševati, ali je šlo za kaznivo dejanje. Do konca tedna so prostovoljni gasilci pomagali namestnikom šerifa okrožja Clinton pri iskanju pogrešane ženske. Iskanje je zajelo več območij Colfaxa, vendar so se prizadevanja očitno izkazala za neuspešna. Za iskanje območja so uporabili helikopterje s termovizijsko opremo, vendar niso našli ničesar. Potapljači iz okrožij Carroll in Tippecanoe so več ur preživeli v vodni jami zunaj Colfaxa. Tudi tokrat niso našli ničesar. Prijatelji in družina so izdelali plakate o pogrešani osebi, ki so jih razdelili po celotnem Frankfurtu, v upanju, da jo bo kdo prepoznal. Preiskovalci so prejeli več namigov od ljudi, ki so verjeli, da so videli Brandy potem, ko je bila prijavljena kot pogrešana.
Namigi pa so bili nejasni in jih je bilo težko preveriti. Pam je komentirala, da ne verjame, da bi bil Kenneth sposoben škodovati Brandy, vendar jo je skrbila njegova problematična preteklost in kako bi ta lahko vplivala na dogodke povezane z njeno hčerko. Kenneth ni bil imenovan kot oseba, ki bi jo zanimala policija ali kot osumljenec v primeru. Brandy Wilson je opisana kot belka s rjavimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je približno 1,35 cm ter tehta približno 61 kg. Obe ušesi ima prebodeni in na levi strani prsnega koša ima tetovažo rože. Na zadnji strani vratu ima okroglo brazgotino in znano je, da občasno nosi očala. Brandyn dekliški priimek je Tamon. Danes bi bila stara 48 let. Njen primer je še vedno nerešen. Informacije o lokaciji ali okoliščinah izginotja te pogrešane osebe lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Clinton na številko 765 654 5563 ali na anonimno telefonsko linijo okrožja Clinton na številko 765 656. Tips. Številka primera agencije je navedena kot 020 60 2826. Številka 1. Joyce Lee Kennedy, rojena 28. marca 1933, je delala kot prodajalka vozovnic na letališču SeaTac v Seattlu, Washington. Njeno delovno mesto je postalo nevede prizorišče nenavadnega izginotja, ki se je zgodilo 28. marca 1978. Tisti dan je Joyce opravljala svoje delo kot običajno, dokler se njena izmena ni končala pozneje tistega jutra. Ob koncu svoje izmene je odšla od svojega pulta in je nikoli več niso videli ali slišali zanjo. Na dan, ko je izginila, naj bi se Joyce srečala s svojim bivšim možem, Johnom Thomasom O'Keeffom II, ki ji je dolgoval denar. Njuna zveza se je končala 2 leti prej in je bila zaznamovana z obtožbami o družinskem nasilju. Joyce je prosila svojega brata Jacka Sparksa, naj jo spremlja na srečanje zaradi podpore, vendar mu okoliščine niso dovolile, da bi šel z njo. To je pomenilo, da se je Joyce morala sama srečati z Johnom, kar je povzročilo zaskrbljenost med njeno družino in prijatelji. Ko se Joyce ni pojavila na svoji naslednji izmeni in nihče ni slišal zanjo, se je zaskrbljenost hitro spremenila v preplah. Oblasti so se vključile potem, ko je letalska družba prijavila njeno odsotnost. Negotovost glede njenega izginotja je pustila njene bližnje z veliko neodgovorjenimi vprašanji, špekulacije pa so se s časom le še stopnjevale. Ko se 44-letnica ni pojavila na naslednji izmeni, so se uradniki letalske družbe Pan American zaskrbeli in izginotje prijavili lokalni policiji. 2 dni kasneje so preiskovalci, ki so vodili njen primer, našli njeno vozilo. Bilo je zapuščeno na parkirišču v delu za obiskovalce na letališču. Vsa vrata so bila odklenjena. Njena torbica in ključi so bili najdeni na sprednjem sedežu, ni pa bilo nobenih znakov, da bi prišlo do spopada. Toda Joyce ni bilo nikjer. Na dan, ko je izginila, bi se morala ženska srečati z moškim po imenu John Thomas O'Keefe II, ki ga je večina poznala kot Jacka. John je bil Joycein bivši mož. Razlog za njuno srečanje pa je bil, da bi ji vrnil dolg, ki ga je dolgov. Par je bil poročen 4 leta, od 1972 do 1976. Domnevno je bilo v njunem odnosu prisotno tudi nasilje v družini. Prav zaradi te burne preteklosti je Joyce vključila svojega brata Jacka Sparksa v dogovor. Tisto večer, po njeni nočni izmeni, naj bi jo spremljal na srečanje z njenim bivšim možem. Vendar pa Jack Sparks ni bil na voljo, zato se je morala Joyce srečati z Johnom sama. Družinski člani in prijatelji so močno verjeli, da je imel prste vmes pri izginotju, vendar preiskovalci niso našli nobenih dokazov, ki bi ga povezovali z dogodkom. Nikoli ni bil obravnavan kot oseba, ki zanima preiskovalce, ali kot osumljenec. Njeni bližnji so menili, da je John premaknil avto na obiskovalski oddelek, da bi ustvaril vtis, kot da je Joyce še vedno odšla. Kljub temu policisti niso našli nobenih dokazov, da bi bil on v vozilu v tistem času ali da bi ga kdo premikal. Lokacija Joyce Kennedy in okoliščine njenega izginotja ostajajo neznane. V primeru sumijo na kaznivo dejanje, vendar nihče ni bil obtožen v povezavi z izginotjem. Joyce so opisali kot belko z rdečimi lasmi in modrimi očmi. Visoka je približno 160 cm in tehta okoli 61 kg. Nazadnje so jo videli na njenem delovnem mestu, oblečena v bež hlače ali rdečo bluzo, z zlatim prstanom z vdelanimi diamanti in z napisom Ljubezen na njem. Znano je, da nosi očala in da lahko uporablja priimek O'Keefe. Informacije v zvezi z izginotjem Joyce Kennedy lahko posredujete policijski upravi pristanišča Seattle na številko 2N 067 87 54 N 0N 0.